Pozdravljeni, moje ime je Kristina in sem avtorica kovčenja, terapevtka in predavateljica. Več o meni si lahko preberete na moji spletni strani. Danes pa sem z vami z enim samim namenom, in sicer, da vas vodim preko vaj za tretji dan v mesecu razvoja zavesti z metodami koncentracije. Tako kot je običajno, se najprej osredotočite na svoj cilj. Seveda, če ga niste še oblikovali, predlagam, da si pred izvajanjem ogledate uvodni posnetek in svoj cilj oblikujete v smeri makrorešitve in večnega razvoja. Koncentracije za tretji dan v mesecu so sestavljene iz 3 vaj. Prva vaja je koncentracija na element zunanje ali notranje realnosti, druga vaja koncentracija na 7-mestni in 9-mestni številski niz in tretja vaja upravljanje z dogodki v obliki miselnih ponazoritev. Tretji dan v mesecu izvajate koncentracijo na rastline. Rastlina je lahko v fizični obliki, kakršna obstaja v zunanji realnosti. Med koncentracijo jo preprosto opazujte. Lahko si rastlino tudi zamislite. Nato se osredotočate na njeno predstavo. Pri tej koncentraciji se uporablja metoda odseva. Bistvo te metode je naslednje. S koncentracijo na izbrano rastlino si zamišljate, kako v svetlobi, ki odseva od rastline, nastaja potreben dogodek. Bolje rečeno, si ta dogodek ne le zamišljate, ampak ga tudi dejansko vidite, izgrajujete. Dogodek, ustvarjen s takšnim upravljanjem, je skladen. K temu pripomore tudi to, da je obstoj rastline v tem svetu že v precejšnji meri skladen. Torej, na posnetku imate levo sliko ene od rastlin, desno pa je ponazoritev enega od možnih načinov nastajanja dogodka v svetlobi, ki odseva od rastline. Sedaj pa vas vabim, da 3 minute izvajate to koncentracijo.
Druga vaja zajema koncentracijo na dva številska niza. Prvi sedemmestni se glasi 5, 1, 4, 2, 5, 8, 7. Na ta številski niz se koncentrirate vsaj 2 minuti in zatem še na 9-mestni številski niz 4, 2, 1, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Sedaj pa vas vabim, da koncentraciji na številska niza izvedete. In že smo pri tretji vaji za tretji dan. Tretja vaja zajema upravljanje z dogodki v obliki miselnih ponazoritev. Za to vajo za tretji dan izvedete tako, da pogledate stvarnost in videli boste, da obstaja mnogo svetov. Poglejte tisti svet,
ki ga potrebujete. Približajte se mu in ga razprostite. Opazujte ga kot očividec, kot priča. Približajte se mu in nanj položite roke ter občutite toploto, ki se širi od vašega sveta. Svet pritegnite k sebi in poglejte stvarnika. Pogledate, kako vam on govori. Poslušajte, kaj vam on svetuje. Ta znanja lahko usporedite s svojimi in dobite večen svet. Torej, pri tej vaji približate tisti svet, ki ga potrebujete. V tem pomenu lahko uporabite ta svoj vizualno predstavljen cilj. Se mu približate, ga razprostrete, opazujete kot očividec, kot priča, približate se mu in nanj položite roke ter občutite toploto, ki se širi od tega vašega sveta. Sedaj pa vas vabim, da to vajo izvedete in jo izvajate vsaj 3 minute. Verjamem, da vam je uspešno šlo. Če vam kakšna vaja slučajno ni šla tako, kot ste si želeli, nič zato, ponovite jo čez nekaj časa tekom dneva in v bistvu opazili boste, da se vam z vsakim izvajanjem v bistvu samo razumevanje in učinek izvedbe te vaje spremeni. Priporočam vam, da si svoje spoznanja, uvide oziroma rezultate zapišete ali narišete v dnevnik. Dnevnik je koristen zato, ker boste tako lažje spremljali svoj napredek in zabeležili seveda tudi uvide, ki jih dobite skozi posamezno vajo.
Še vedno vam je na voljo letni dostop do vseh 31 posnetkov na enem mestu in dodatki. Če vas zanima, mi pišete na e-mail info@osebnostnarast.si. Želim vam, da vam vse navedeno služi, da ste ustvarjalni, da je vaše telo mladostno in zdravo, vaš duh pa močan, vaša duša čista in srečna ter vaša zavest božanska. Z vami sem bila Kristina.